Danes imam pred sabo dva flashlight modela, ki sta zanimiva predvsem za vse, ki pri masturbatorjih iščete tak bolj realističen občutek, malo več fantazije ali pa seveda tisti celebrity moment. Tole sta Flashlight Girls modela z usti Mia Malkova Headshot in pa Riley Reid Insomnia. In ja, že ime pove veliko. Tukaj ni fokus samo na notranjem občutku, ampak tudi na fantaziji, videzu in tem, da imaš občutek bolj ena na ena izkušnje. Flashlight Girls je ena najbolj znanih linij flashlight masturbatorjev. Posebnost te linije je, da so modeli oblikovani v sodelovanju z znanimi pornoigralkami, zato je poudarek na bolj realističnem videzu in občutku. Pri teh dveh modelih je odprtina oblikovana kot usta. To pomeni, da vizualno ustvarita bolj konkreten oralni fantasy moment, notranjost pa je narejena tako, da občutek ni monoton, ampak se med uporabo spreminja. Flashlight je znan po tem, da ima zunanje ohišje v obliki ročne svetilke, kar je tudi eden izmed razlogov, zakaj je tako prepoznaven. Zato, ker zunaj deluje diskretno, znotri pa skriva realističen vložek. Najprej začnimo z modelom Mia Malkova Headshot. Ta model je zanimiv predvsem zato, ker združuje prepoznaven flashlight občutek z bolj vizualno fantazijo, povezano z Mio Malkovo. Notranjost pri tem modelu uporablja Headshot mouth teksturo. Ta se začne z mehkim vhodom, potem pa prehaja v bolj kompleksno notranjo teksturo s spiralami, kanali in tudi stimulacijskimi conami, zato se občutek med uporabo postopoma spreminja. In točno to je pomembno, ker pri dobrem masturbatorju nočeš sam enega enakega občutka od začetka do konca. Bistvo je ravno v tem, da se občutek razvija. En del je bolj nežen, drug je bolj opremljiv, tretji pa je bolj intenziven. Drugi model pa je Riley Reid Insomnia. Tudi tukaj imamo odprtino v obliki ust, ampak notranji občutek je drugačen. Pri Riley Reid modelu je poudarek na insomnia teksturi, ki je opisana kot svilnato gladek rokav s posebno notranjo teksturo, namenjeno intenzivni stimulaciji. In ravno zato je ta model zanimiv, če iščeš nekaj, kar je vizualno še vedno zelo realistično, ampak ima malo drugačen notranji občutek kot Mia Malkova Headshot. Na zunaj lahko dva modela izgledata podobno, ampak notranja tekstura je tista, ki naredi največjo razliko. Če ti je pomembno, katera izvajalka stoji za modelom, bo izbira verjetno zelo enostavna. Če pa zbiraš bolj po občutku, potem pa bi rekla tole. Mia Malkova je za bolj razgibano notranjo stimulacijo, Riley Reid pa je za bolj gladek, intenziven in klasičen oprijemljiv občutek. Flashlight je znan po zelo mehkem in realističnem materialu. Elastičen, prijeten na dotik in narejen tako, da čim bolj posnema občutek kože oziroma realnega stika. To je tudi razlog, zakaj se flashlight pogosto omenja kot upgrade v primerjavi z bolj osnovnimi masturbatorji. Cenejši masturbatorji so lahko čist ok za začetek, ampak pri flashlightu se pa res bolj čuti, da je izdelek narejen za bolj realistično in bolj polno izkušnjo. Zaradi ohišja imaš tudi boljši oprijem, lažjo uporabo in bolj stabilen občutek med uporabo. Ena stvar, ki jo je pri flashlightih dobro poznati, je seveda tudi zadnji pokrov. Z njim lahko uravnavaš pretok zraka. Če ga bolj zapreš, je občutek bolj intenziven in oprijem močnejši. Če pa ga malo odpreš, je občutek bolj sproščen in manj tesen. To je super, ker si lahko izkušnjo prilagodiš glede na to, kaj ti v tistem trenutku paše. Ni nujno, da je vedno vse na maksimumu. Včasih je boljš malo nežnejši občutek, včasih pa bolj intenziven. Pri uporabi pa res priporočam tudi uporabo lubrikanta na vodni osnovi. To ni samo dodatek, ampak je nujen del izkušnje. Z dovolj lubrikanta je občutek veliko bolj gladek, bolj realističen in bolj prijeten. Pri flashlightih je pomembno, da uporabljaš lubrikant na vodni osnovi, zato ker oljni ali pa silikonski lahko sčasoma poškodujejo vložek. To je navedeno tudi na navodilih za uporabo obeh modelov. Lahko pa vložek pred uporabo tudi malo segreješ s toplo vodo, da je občutek še bolj naraven. Potem dodaš lubrikant, vstaviš vložek nazaj v ohišje, nastaviš zadnji pokrov in izdelek je že pripravljen za uporabo. Po uporabi je pomembno, da vložek vzameš ven in ga dobro spereš s toplo vodo. Potem pa pustiš, da se popolnoma posuši, preden ga daš nazaj v ohišje. Pri flashlightih se ne priporoča uporaba navadnega mila, ker lahko poškoduje material. Za ohranjanje mehkobe lahko uporabiš tudi obnovitveni puder za masturbatorje. In še ena praktična stvar, ko ga pospravljaš, naj bosta pokrovčka odprta, da zrak še naprej kroži in da se vložek lažje do konca posuši. Dobra nega pomeni, da bo material ostal prijeten, mehek in uporaben še veliko dlje.
Tako da, če iščeš nekaj čist osnovnega in nevpadljivega, mogoče to nista najbolj osnovna modela za začetek. Če pa želiš flashlight, ki je bolj vizualen, bolj realističen in bolj povezan s fantazijo, sta to definitivno dva modela, ki jo je vredno pogledati. Oba izdelka najdeš na svetožitka.com, lahko pa si jo seveda tudi ogledaš v živo v naših trgovinah v Ljubljani, Kranju in v Mariboru. Če imaš še kakšno vprašanje, nam pa seveda napiši spodaj in z veseljem ti pomagamo. Če ti je bil ta video všeč, mu daj en like, naroči se na naš kanal in pa seveda vklop obvestila, da ne zamudiš naslednjih videov. Za še več vsebin pa nas spremljaj tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in Threadsih. Hvala, ker ste bili z mano in se vidimo v naslednjem videu.